danes imamo pa božično podlago, bravo, Lovro. Cenjeni in cenjeni, čas je za naš predbožični antikviz. Veliko tem smo obdelali letos, tudi kako tako, ki bi morda lahko sodila v današnji predpraznični dan, ampak odločila sva se danes zanjo, da narediva special edition, posebno božično epizodo. Posuto s cimetom, ne, z darili. Čisto posebno, najprej v darilih torej, to je mora biti nekoliko preširoka tema, zato sva se omejila zgolj na najpogostejše darilo, poleg že omenjene čokolade, torej na nogavice. Danes se torej pogovarjamo o nogavicah in tudi pravila so nekoliko praznična, pozor. Tako, ja, sicer tudi danes 5 trditev o nogavicah, 4 pravilne, 1 napačna, ampak danes ne smete izbrati napačne, ker ko izberete napačne, je kviz konec. Skratka, iščemo danes 4 prave odgovore za 4 pare nogavic, recimo. Ne, nogavic žal nimamo, ni pa to slaba ideja. Zagotovo ne, 4-krat pravi odgovor, torej za 4 darila in začenjamo z veseljem, torej današnji antikviz. Tole so podatki o nogavicah. Podatek številka 1. Smrkci se v originalu imenujejo les Strumps, v nemščini pa šlümpfe. Če bi se bolj točno držali prevodov, bi jih lahko pri nas po njihovih hlačah imenovali štumfki. 2. Eddie Edwards, znameniti britanski skakalec v 80. in 90. Nastopal je popolnoma za zabavo in ker je tekmoval s podarjeno opremo, je bil zaradi prevelikih čevljev vedno obut v 6 parov nogavic. 3. podatek. Datang je mesto v vzhodni Kitajski, pravijo mu tudi mesto nogavic. 40% vseh nogavic na svetu naredijo tam, to bi bilo po 3 pare na leto za vsakega zemljana. Podatek številka 4. Najlon so med 2. svetovno vojno v ZDA potrebovali za izdelavo padal, po vojni pa je vojska obljubila, da bo najlonskih nogavic že do božiča spet dovolj. Ker ga ni bilo, so po Združenih državah izbruhnili tako imenovani najlonski protesti. In še 5. zadnji podatek o nogavicah. Britanska raziskava pravi, da lahko izgubljeni pari nogavic povprečno britansko družino s staršema in 2 otrokoma stane do 250 funtov letno. 60 nogavic v družini letno izgubi svoj par, pravi še ta raziskava. 01475 2202, telefonska številka Vala 202. Kateri 4 podatki od teh 5 so točni? Ja, kmalu bi povedal napačna pravila, ker danes so nekoliko drugačna. Iščemo torej od 5 podatkov 4 pravilne, torej imamo lahko 4 nagrajence. In 4 zmagovalce, kar je zelo redko. Ja, tudi pomagala bova verjetno čisto malo. Sicer pa imamo v podatkih smrkce, imamo Eddija Edwardsa, torej Eagle Eddija the Eagla, potem imamo mesto nogavic, Datang, pa imamo najlonske proteste in imamo 250 funtov na leto deficit pri izgubljenih nogavicah. Pavle se je že ojunačil. Dober dan, Pavle. Ja, dober dan. No, pa upam, da bomo dobili te. Ja, recimo en par nogavic ali kaj drugega upate. Super bi bilo, super. To je dobre nagrade. Imate kako idejo, kaj bi bil napis Vala 202 na nogavicah? Je Val 202. Greje od glave do peta. Ne, pogreje v glavo in noge. Ja. Pavle, izvolite, kateri podatek drži? Enega od 4 točnih, prosim, omenite. Ja, jaz bi kar rekel to zadnji. Britanska raziskava pravi, da lahko izgubljeni pari nogavic povprečno britansko družino s staršema in 2 otrokoma stane do 250 funtov letno. Bravo. Bravo, Pavle. Podatek drži. Ja, pogosto se takim stvarem, da nogavice izginjajo v pralnem stroju, smejimo, ne? Ampak ni tako nedolžno, kot zgleda. Obstaja celo uradno ime za ta pojav, sindrom izgubljene nogavice. Pa obstaja še eno ime, obstaja ime sindrom oziroma učinek pralnega stroja, pa Britanci so celo odkrili matematično formulo za izgubljene nogavice, ki pravi, da je možnost, da pogrešimo nogavico, odvisna predvsem od kompleksnosti in
količine opranega perila, pa seveda števila pranih nogavic in celo barve. Bolj pisane nogavice se lažje izgubijo kot, ne vem, črne. Ja, in sindrom bojda 80% prizadene predvsem moške, vsaj enkrat tedensko nosijo nepar, prisotni so izvzeti, tedaj ne kašljaj. No in po črto je raziskava prišla do ugotovitve, da 4-članska družina z 2 otrokoma na leto samo izgubljene nogavice, torej da lahko družino stanejo do 250 funtov, med 60 in 80 nogavic tako izgubi svoj par. Dr. Beckman, britanski specialist za perilo, je avtor raziskave, naredili so jo na 1500 Britancih in njihovih 3000 nogah. Aha. Kam nogavice izginejo, pa raziskava ni ugotovila. Ampak, Pavle, imeli ste prav in ste že prvi od današnjih 4 zmagovalcev. Čestitava. Hvala, super. Pustite, prosim, podatke pri Ajdi in lepo praznujte. Enako. Nasvidenje. In dober dan, Jure. Ja, dober dan. Pozdravljeni, Jure. Še 3 imamo pravilne, pa 1 nepravilno. Izogibajte se tisti... Nepravilne, ne? Nepravilni, enkrat za spremembo, ja. Ok. Ja, pa on je Pavle rekel 5, ne, jaz pa 1. Jaz bi izbral drugače. Vi bi pa drugače. No, pa ne bo pa najlon. No, dobra odločitev. Odlično. Zelo dobro, Jure, da ste poslušali tokrat tedaj. Ja. Najlon, torej, mislite, odgovor je da so, pravilen, ja, seveda, da so bravo. najlonski protesti dejansko bili, da niso izmišljeni? Seveda misli, če je tako rekel. Ja, seveda, ja. Jure, imate prav, najlonski popolnoma neredi je ime za pojav v Združenih državah takoj po 2. svetovni vojni. Najlon je sicer leta 1939, tik pred vojno, izumilo podjetje DuPont in tako je postal izredno priljubljen. Že kmalu na začetku proizvodnje so prodali po 4 milijone ženskih nogavic na dan. Ja, potem pa je prišla žal ja. 2. svetovna vojna, kjer so najlon ekstenzivno potrebovali za vojaško industrijo, predvsem za izdelavo padal pa vrvi, zato so izdelke za dnevno potrošnjo iz najlona umaknili praktično iz uporabe do konca vojne. Je pa vojska obljubila, da bo s pospešeno proizvodnjo tudi najlonskih nogavic spet začela takoj po vojni. No? In zgodil se je potem avgust 1945, ko je bilo vojne konec. Vojni proizvodni odbor podjetja je sporočil, da iz vojne proizvodne spet prehajajo na nogavice, kjer so začeli so to na veliko oglaševati. Potem se je pa zgodil Pittsburgh, Anja. In 40.000 žensk je čakalo v vrsti na novo pošiljko, prišlo pa je samo 13.000 nogavic, izbruhnila je panika, neredi, ki so se širili po vsej državi in so v različni jakostni stopnji vztrajali vse do decembra 1945, ko je podjetju za silo uspelo vzpostaviti količino proizvodnje, ki je kolikor toliko zadovoljila trg. Nylon riots, torej najlonski neredi, takoj po 2. svetovni vojni v Združenih državah. In še medklic, med vojno se praktično ni dalo dobiti najlonk. Na črnem trgu so jih prodajali po približno $20, to bi bil danes 10-kratnik te cene, torej okrog $200 za najlonke. Jure, ja. Imeli ste prav, Nylon riots so torej resnični del ameriške zgodovine. Hvala, da ste poklicali. No, to je bila dobra razlaga, to, kar se Amerike tiče, kar se pa Dipona tiče, pa moram povedati, da smo to delali dolg časa, ne? In da trule pri nas, mislim pa, da še do nas kupuje Julon, ne? Julon. Bravo. Nekaj novega. Zelo dobro, Jure. Hvala lepa. Še za dodatek razlage. Lepo se imejte. Obema pa vsem ostalim. Ja, in tudi vam. Hvala. Enako. Srečno tudi Julon. vam. Aha. Ja, zdaj veš. Jugoslovanski lon. Igor, dober dan. Ja, dober dan. Kaj se je ostalo? Skoraj vse, 3 od 5, seveda. Ostali so Smrkci, napačni, pa Edi Edwards, pa Datang. prvi 3 v bistvu so ostali. Ma jaz bi, kaj iščemo pravilni danes, ne? Ja, tako. danes pa pravilne. Jaz bi rekel, da prvi odgovor bi lahko bil pravilen. Lahko bi bil. Igor, pomislite še enkrat. Smrkci so simpatični, ampak... Tudi nogavičke njihove so simpatične.
Tudi celo Eddie namigovali Edwards je so na grde simpatičen. stvari, ampak ja. Ne, potem ne zberem prvi, ne bi potem prvi sprav. Se pravi, Eddie Edwards ali pa mesto nogavic Datang, kjer jih izdelajo na milijarde na Kitajskem. Mesto nogavic mu pravijo in 40% letne proizvodnje nogavic se zgodi v enem. Glede na to, da smo rekli, da je samo eden napačen, bom jaz bral Eddija Edwardsa. Tako, praktično se ne da zgrešiti, ne? Ja. Eddie Edwards. Ja. Super, bravo, Igor, imate prav. Hvala tudi vam, ne? Hvala vam. Poslušajte kar v miru razlago. Eddie Edwards, bolj znan kot Eddie the Eagle, je bil praktično prvi smučarski skakalec otoka. Simpatičen, ja. Ja, zelo simpatičen. Bil je pa nekdani smukač, ki se je odločil na lepem, da bo skakal. Visok 173 cm in zelo neskakalnih 81 kg. Težave, da je razloži. Nepredstavljivo to, 81 kg. Ja, praktično najtežji skakalec je bil v tistem času, kljub svoji neizraziti višini, ne. Mimo grede kot zanimivost, takrat britanski in osebni skakalni rekord je tudi postavil na olimpijskih igrah v Calgaryju 71 metrov, no po olimpijskih igrah so pa sprejeli pravilo Eddija Edwardsa, ki je preprečevalo, da bi eksoti kot je on še prišli na olimpijske igre. Kar se tiče opreme. In to je bil tudi del našega antikviza. Res je nosil 6 parov nogavic kar nekaj časa, ni pa seveda tega počel vso kariero. Skakati je začel pod pokroviteljstvom ameriških skakalcev Johna Wiscomba in Chucka Berghorna v Lake Placidu, ker seveda ni imel opreme, mu jo je poklonil Berghorn, ki je bil precej večji od Eddija in zato je pač moral nositi 6 parov nogavic, da so mu bili čevlji prav. Večino svoje kariere se je financiral sam, zato je še večkrat posegal po take vrste prilagoditvah opreme, tudi zato, ker je imel skakanju, kot sva rekla, precej neprilagojeno postavo. Zdaj ga pa že prav zmerjava, ne? Pa tudi zato, ker je imel velike težave s kratkovidnostjo. Sicer pa, Igor, najbrž se tudi vi spomnite biografskega filma iz leta 2016 Eddie the Eagle. Ja, se spomnim. Zato ste tudi vedeli, da je tale trditev resnična. Hvala. Lepo praznujte, Igor. In čestitke za nagrado. Ja, še 2 imamo, ne? Ja, in Vladimirja na telefonski zvezi. Ja, jaz sem hotel pravzaprav tega Edwardsa, ampak zdaj imam še eno šanso, ne? Seveda imate še eno šanso. Skoraj se ne da zgrešiti, ker je vseeno 50% možnosti. Zdaj, čakajte, ta prva je bila trditev, je bila kjera? Smrkci in Datang, mesto nogavic na Kitajskem, kjer je 40%. Mislim, da je Smrkci, bo moj odgovor. Če prav je prav, če pa ne pa tudi. Vladimir, ste rekli, da imate še eno šanso, ampak ste vseeno pihnili mimo. Dobro, v redu, nič hudga. Ampak Smrkci so tako simpatični, da upam, da boste vseeno zdaj poslušali razlago. Ja, seveda. Ampak bom telefon dol dal, ker bom po radiju se poslušal. Lepše zveniva po radiju kot po telefonu. Hvala, Vladimir, vi ste si dali šanso, jaz pa kompliment. Dobro so se zmenila. Lepe praznike želim. Ja, Smrkci, ki so sicer znani po svojih oblačilih, kapi in hlačnih nogavicah, z izjemo Ata Smrka so beli. V teoriji bi lahko ime Smrkci res izviralo iz njihovih oblačil, torej nogavic, ampak zgodba je pa popolnoma drugačna, ne? Gremo po vrsti. Smrkci so kar življenjsko delo belgijskega striparja Pierra Culifora, znanega pod umetniškim imenom Peyo. Zgodba o njihovem nastanku in nastanku njihovega imena pa gre tako. Culifor je večerjal svojim prijateljem in mu hotel reči, naj mu ta poda sol. Ker se ni spomnil besede za sol, je rekel: A mi prosim podaš štrumpfa, smrkca? In prijatelj mi je odgovoril: seveda, ko si boš posmrkal, mi prosim štrumpfa, smrkca podaj nazaj. In nekaj dni zatem so 23. oktobra 1958 tako Smrkci prvič nastopili v stranski vlogi, kmalu zatem pa je urednik zahteval, da dobijo Smrkci še svojo zgodbo. In so jo, hkrati pa so postali tudi eden najbolj svetovno prepoznanih stripovskih in animiranih likov sploh. Denimo tale melodija je bila ob začetku predvajanja risank na vrhovih 16 lestvic zabavne glasbe po svetu.
Ja, tako belgijski v originalu Les Schtroumpfs, nekaj podobnega, no? Ki nimajo prav veliko s štumfi, čeprav beseda fonetično spominja na kakšne štumfe ali pa štrumpantl. Lahko še nemško etimologijo ponudiva die Socke, je nogavica, štrumpfe so sicer... Do kolenke. Ja, recimo, kar sicer spominja na šlumpfe, ampak šlumpfi so smrkci, ampak ni to to, ne. Ni to to, se pravi, smrkci niso štumfki, so pa vseeno luškani. Še Mojca je z nami, dober dan, Mojca. Ja, dober dan, pozdravljeni. Tretji odgovor. Ja, Vladimir vam je zelo olajšal delo, ne? Ja, jaz sem pa ustrajala, čeprav sem vedela, da mislim, je pred mano, ampak ustrajnost je tudi neki, ne? Ja, v bistvu smo že končali, ampak ko ste ravno čakali še, pa tako ali tako je treba dokončati kviz, ne? In imate prav, Mojca, da ste ustrajali in imate prav, da tudi tretji podatek drži in ste torej naša četrta nagrajenka. Datang je torej najbolj znano nogavičarsko mesto na svetu, leži na vzhodu Kitajske in po ocenah tam letno proizvedijo kakih 22 milijard parov nogavic. To je dobrih 70% vseh nogavic na Kitajskem in slabih 40% vse svetovne proizvodnje nogavic. Za to mesto pravijo tudi mesto nogavic. Logično. Skratka, drži, statistično tam naredijo na leto po skoraj 3 pare za vsakega zemljana. Kar se samega mesta tiče, leta 1980 je imelo 1000 prebivalcev, zasnovano je bilo praktično kot taka manjša industrijska cona, v kateri so kmalu začeli razvijati tekstilno industrijo, specializirali so se seveda logično za nogavice. Leta 2008, se pravi malo manj kot 30 let zatem, so izdelali že 8 milijard parov letno in v naslednjih dobrih 10 letih to vse skupaj še potrojili. Mesto ima danes 60 000 prebivalcev, 100 000 zaposlenih, pretežno vsi pa se ukvarjajo z enim produktom, torej z nogavicami. Če bi bilo to mesto, ki je v Evropi, bi gotovo praktično vsi poznali mesto Nogavic oziroma nogavičarsko mesto. Tako pa smo danes številni prvič slišali za Datang. Ja, in verjetno tam, kjer piše Made in China, bi čisto lahko pisalo tudi Made in Datang. Ja, ampak letos boste tako ali tako podarjali slovensko izdelana darila. Domače štrikane. Štrikane. Ja. Štumfe. Mojca, hvala lepa in čestitava. Ja, vesele praznike. Tudi vam vesele praznike in veseli smo, da imamo danes kar 4 zmagovalce. Odlično. Fin antikviz je bil. Val 202. Več kot radio.